To ni samo zgodba o enem brutalnem napadu na robu pečine na Havajih. To je zgodba o razpadajočem zakonu, o obsesiji, ljubosumju, nadzoru, o dveh popolnoma različnih resnicah, ki sta se srečali na enem od najbolj nevarnih in dramatičnih razgledov na Oahuju, na 370-metrskem klifu, kjer se je zgodila tragedija, basically true crime, čeprav, hvala Bogu, nobena oseba ni izgubila življenja, ampak je mož po vsej verjetnosti skoraj v pečino vrgel svojo ženo, ampak so jo potem najdeli. Dve priče sta bila tam blizu in sta jo najdle in sta jo dobila v grozljivem stanju, s popolnoma razbito glavo, ker je on pač s kamnom razbil glavo. V glavnem, grozen primer je in trenutno je na sodišču, trenutno se odvija, tako da ni zaključen, ker ko bomo danes govorili, so le špekulacije, nič ni zaključeno, ker porota ni rekla, kdo je kriv. Hočem pa, da vi danes prisluhnete primeru, pogledate malo videe, ko bojo notri in bojo govorili vsak svojo resnico in se probite sami zase odločiti, ker je res crazy primer in takoj, ko sem videla posnetke, sem rekla, da moramo o tem govoriti. Glavni osebi noter sta anesteziolog Gerhard Koning in pa njegova žena Ariel Koning. Ona je bila by the way jedrska inženirka, oba imata tako bizarno dobre poklice. Nasploh cel ta primer se odvija okrog dveh oseb, ki sta navzven perfekte, popoln marriage, ampak v resnici taka štala v zadju, da je prišlo do take tragedije. Zgodbe, ki zdaj na sodišču prihajajo ven, so pa glavne priče tudi sin od Gerharda, in sicer Emil, 19-letnik Bogerevaš, je mogel pričati in je povedal svojo plat. Potem sta noter dve očividki oziroma dve ženski, ki sta rešili Ariel izpod rok Gerharda, in pa Ariel sama, ki zelo natančno opiše svojo zgodbo. Tako da bo res zanimivo tole poslušati. Preden zarinemo v ta video, pa nekaj, ker sem probavala in preizkušala in vam moram povedati. Pri svetu užitka so znani po dualnih vibratorjih, ampak tale se sploh imenuje Duo Glow, sestavljen iz 9 delov. Čak, pazi to. See what I mean? Takole. Tale drug del lahko deluje kot remote za ta del, torej lahko ga sam nadziraš, lahko pa ga prepustiš partnerju in ti ga on nadzira. Kar je cool, ampak če hočeš še bolj nepredvidljivo ga uporabljati in da ne veš, kaj se je zgodilo, daj človeku v roke app od tega, Svakomo app, ker noter lahko čist kakorkoli vzorce ustvarjaš in da ta človek doživlja bilo kaj, pa tudi če imaš partnerja na drugem koncu sveta, imate lahko zraven video call in chat. To, je tole vse napredno. Še en detalj, ki meni ful izstopa, so tele kugelce tukaj gor. Jaz ne vem točno, kaj to dela, ampak res izjemen gib in to je tako noro sestavljeno, sploh ne vem, to take gibe dela, I don't even know. Moraš probati. Zelo pomembno je, da koda, ki zdaj obstaja, zato se ne bo več ponovila, ker je res ogromna akcija. In sicer koda Duo vam prinese 20 € popust, ne 20%, 20 €. Te akcije za tole ne bo več. Tako da dobiš basically enega izmed najboljših vibratorjev, ker sem jih kdaj videla in probala, za predvsej nizko ceno, v bistvu za ceno najbolj poceni vibratorjev. Res top. Kot vedno veljajo tudi kode Alenka 5 na znižano, Alenka 10 na neznižano, tako da ne pozabi tega. Zdaj gremo pa zares v video. Ok, da si zdaj najprej narišemo to okolico, kjer se je nesreča zgodila, da se boste lažje predstavljali. Šlo je torej za razgledno točko na Havajih. Tej razgledni točki oziroma poti se reče Palipuka in ni znana po tem, da bi bila ful prijetna, kratka in ne vem kaj. Če bi v Sloveniji šel hajkat na to območje, bi se mu rekli zahtevna pot. Veš, pač delno zahtevno ali pa lahko, bla bla bla, da bi bila zahtevna, ker pomeni, da je treba poplezati, da imaš prepade, da je super, če imaš čelado itd. Tale ni najlažja, zelo je taka kratka in strma in ves čas si nekje na robu pečin, ves čas je možnost, da mečkam zdrsneš, ves čas se moraš držati in velika verjetnost je, da se ne boš počutil najbolj lagano in romantično, ampak po vsej verjetnosti si malo prestrašen, vsaj jaz bi se. One dva sta šla potem na Nuanu Pali Lookout, tukaj priješ do pečine oziroma klifa, ki je 370 metrov visok. That shit is scary. Pač ja, je ograjca okrog in okrog, ampak je tudi tako, so delčki, kjer je ni, ker tudi one dva sta imela težavo zaradi tega, ker jo je hotel vrš čez, tako da. Pa še par besed prej o teh dveh zakoncih. In sicer, Gerhard je bil rojen v Južni Afriki, ampak se je potem, ko je bil še najstnik, preselil v ZDA, ko je bil star 14 let. Potem je pa Ariel spoznal po 15-letnemu zakonu prej že z drugo ženo in s to drugo ženo je imel potem tudi tega sina Emila, ki je star 19 let. Zdaj z Ariel je imel pa potem še dva otroka. Ariel je spoznal leta 2016. Jaz osebno sem prišla do dveh različnih informacij. Ena je, da je spoznal na eHarmoniju, a se motam, je to pri njih dating app, ne vem. Napiši mi v komentarjih, popravite me, ker sem pozabila preveriti. Nekje sem pa prebrala, da sta se srečala na eni konferenci. Ne vem, kje točno, da so se srečali njuni interesi, torej nekdo, ki je anesteziolog, torej dela v medicini, in nekdo, ki je jedrski inženir. Torej, poročila sta se leta 2018, leta 2023 pa so se preselili vsi skupaj, cela družina in še varuška je živela z njimi, so se preselili na Maui. In tukaj dobimo tisto picture perfect family, ker
navzven popolni, bogati, čudovita hiša, sanjsko življenje, Maui, plaže, amazing, 2 huda joba, ampak v ozadju so se stvari konkretno parale in huda napetost je naraščala. Zgodba, ki ves čas jo slišimo zdaj na sodišču, je to, da je imela Ariel čustveno razmerje oziroma da je čustveno varala. The only thing that I noticed was that she was constantly on her phone. She was just constantly on her phone. Was that more so than usual? Yeah, much more than usual. She told you it was, don't worry, it was just Gianna. Yeah, and she was like defensive about it. In to tudi ona na sodišču v bistvu potrdi na nek način, oziroma ja, to je res. Imela je sodelavca Jeffa Millerja in z njim sta se potem že v leta 2024 dopisvala. Saj takrat sta šla skupaj na službeno pot in tudi Gerhard takrat potem ratal sumničav in je začel razmišljati, da tukaj se nekaj plete. In od te točke naprej on tukaj ni razumno ravnal, saj tudi Ariel ne, ampak on je šel v tisti, on sam je to rekel, da je bil detective mode, da je začel nadzirati, da je vdrl v njen WhatsApp, da je ves čas, ko bi on mogel delati, je kontroliral, kaj je dela, spremljal, koliko časa je bila gor, screenshotov sporočila, jih poskušal dešifrirati in razumeti, kako sta se zraven počutila in basically imeti totalno kontrolo. In potem do nje prek tega ni pristopal več z ljubeznijo ali pa da je rešiti razmerje ali kakorkoli, ampak z tem, kako jo lahko kontrolira, kako jo lahko omeji, itak ji ni zaupal. Po njenih besedah ne bi postal tudi nasilen. Tukaj se njune zgodbe pač razdelita, vsak ima valjda svojo. Na sodišču se ne strinjata, ne? Ona pravi, da je tudi spolno zlorabljal, da je zahteval od nje spolnost vsak drug dan vsaj, itd. itd. Še ena stvar, ki jo Gerhard naredil, pa vidimo, da je to res tako malo že delulo ravnanje, je najdu ženo od tega Jeffa Millerja. In sicer Andrew Miller je najdel na LinkedInu in ji poslal sporočilo in je rekel, by the way, sem toliko, da veš, da tvoj mož v čustveno razmerje z mojo ženo. Tako da tukaj so se res čudne stvari dogajale. In če se postavim kožo od Ariel, je istočasno bila oseba, ki je poskušala to rešiti, poskušala je pač dokazati, da spet mogoče ne vara, da dejta delati na razmerju. To je ena opcija, tako kot ona reče, druga opcija pa je, da mogoče res ni več dobila nič lepega od Gerharda in je že čutila, da ji ne more nič več dati razen pač kontrole, posesivnosti, ljubosumja in pač neke jeze in zlorabe in je v bistvu samo ustrajala in ostajala zaradi otrok. Basically, 3 otrok bi jaz rekla, ker sem dojela prek pričanja, da je tudi Emil, torej ta sin od Gerharda iz prvega razmerja, je njo tudi klical mami, tem sta imela pa itak še 2 otroka skupaj, tako da je bila basically mami 3 otrokom, ker Emil je živel z njima. Ok, zdaj pa smo 24. marca 2025, torej mečkan več kot 1 leto od danes, basically, ki smo aprila. In sicer onadva sta odpotovala iz Mauija na ta Oahu na Havaje. Njun plan je bil, da praznujeta rojstni dan od Ariel. In začelo se vse ful lepo. Pustila so vse 3 otroke na Mauviju skupaj z varuško, tako da so bili safe, vse je bilo smiselno. Onadva pa sta odšla tukaj na havajski trip, ker ne bi se lepo imela in tudi zjutraj se je lepo začelo. Na rojstni dan 24. marca je ona dobila od njega čestitko, darilo oziroma ogrlico in v tej čestitki je on jo naslavljal z Angel Face. Predstavljaj si to, da te nekdo naslavlja Angel Face in ti pa je isti dan poskušal vzeti življenje. Pač res grozljiv kontrast, s kom lahko spiš v posli, pač noro je. Tako da tukaj se vidi ta kontrast, moji tudi, ki sta hotla rešiti oziroma navzven še vedno na najbolj bizarne, toksične načine iti čez to, ampak se je res grdo izjelovilo. Pa sta šla pa na ta pohod, ko sem ga prej omenjala, do tega 370-metrskega razgleda na klifu. Najprej bomo šli čez Arielino pričanje in stvari pomembne, ki jih je ona izpostavila. In sicer ona se že na temu hajku ni počutila dobro, ker je hodila in je čutila tisto prepatje, pa ne mara višine, pa ne počuti se najbolj safe, pa zakaj ima tega treba. V glavnem napetost pri njej se je že tekom hoje stopnjevala. Potem sta pa ona prišla tja na vrh in je Gerhard non-stop ustrajal pri eni in isti ideji, in sicer prid k meni, prid tukaj čist na rob, ki ni ograje, čist tukaj na robu narediva selfie. To si je on želel. Naslednja stvar, ki je ona izpostavila, je to, da ko je ona gledala, bi šla, ne bi šla, ki si mislila, da noče iti, je on njo zelo tako skeniral, projiciral, gledal je kako stoji, kako delač, je pravno, rekla je, da je skeniral, da je zelo čudno ocenjeval, kje je in kako stoji. In se je že čudno počutila, ampak je šla tako, počas proti njemu, dokler ni prišla do točke, ki si je rekla, fuck this shit, in se je hodila obrniti. Ko se je ona hodila obrniti, je on zapil nekaj v smislu, dosti manj tega sranja in jo je začel potiskati proti klifu, proti robu, da bo padla čez, proti pečini. Ona je takrat na hitro dobila občutek, da je joke in še ni toliko resno reagirala,
po par sekundah je postalo jasen, ko je videla njegovo faco, da je to zares. In potem se je vrgla na tla, tako najbolj logično smiselna stvar, ki jo lahko narediš, in se je začela oklepati najbližjih grmov in korenin, da jo ne bi tako zlahka spravil in porinil v prepad. Naslednja stvar, ki jo ona zelo natančno in pozorno opisuje, je to, da je bila ona na tleh, se je probala oklepati teh korenin, on je dojel, da jo ne bo tako zlahka vrgel dol in je bil na njej poseden in jo pač probal prikleniti k tlom. Istočasno je imel na levo od nje, oziroma na desno od nje, na levo od sebe je imel ruzak in potem je nekako ven privlekel tudi injekcije. S čim jo hotel ubrizgati, ne vemo. Ker te injekcije nikoli niso bile najdene, nažalost, torej ni fizičnih dokazov, ampak je ona potem to injekcijo, odbila proč od sebe, lahko da je padla v prepad, ne vemo točno, ker nikoli niso bile najdene. Ampak istočasno se je drla na pomoč in probala ga je tudi prepričati, da ne neha to početi, ker bo šel on v zapor, ona bo pa mrtva in posledično bojo otroci sirote. Vse to je pač poskušala mu dopovedati. Ko je videl, da z injekcijami ne bo šlo, jo je začel udarjati s kamnom. Ekstremno udarjati. Tudi 10krat jo je udaril, bila je cela krvava, imela je luknje v glavi, imela je raztrgano vse. V glavnem, tudi videi so toliko bizarni, groza. Jaz sem videla te videe, sem lovno, kaj the fuck happened, pač grozen. To njeno pričanje je pomembno zaradi tega, ker tukaj govorimo o domnevnem poskusu umora, potem govorimo o tem, da je hotel uporabiti te sirinže oziroma injekcije, plus potem še tolčenje po glavi. V glavnem, če je vse to res, je res to grozljivo proti Gerhardu, kva je on vse naklepal in da to ni bilo spontano in kva je on hotel tam narediti, je pač crazy shit. Naslednja pomembna stvar, naslednji dve res pomembni priči sta ta Amanda in Sarah. To sta bili ženski, ki sta prišli, ki sta slišali krike na pomoč in sta jo prišli rešiti. In v tistem je ona že bila toliko frej od njega, ker je valjda bil šokiran, da se je lahko plazila tako v rikverc proč od njega proti njima, da sta jo rešile, da so potem prišle iz tega hajka, da je pač bila rešena. Ona sta povedali, da sta slišali žensko, ki kriči na pomoč in pa pač moškega, ki je bil na njej, tako da se ni mogla premikati in da jo je udarjal s kamnom po glavi. To sta one dve pač videli na lastne oči. Ena stvar, ki jo pa nista videli niti one dve, so pa pač te injekcije. Tako da te injekcije še vedno na tej točki ostajajo luknja v sistemu. Kao ona je rekla, da najprej je bila samo injekcija, potem pa da je prevlekel še eno, v smislu, da če je prvo dobila, pa še drugo in ne vemo, kje ne druga, ne prva. Tako da to je res mečkan luknja tukaj, ker ni fizičnega dokaza, ki bi res vse potrdil praktično. Tukaj tolih manjka. Potem sta te dve punce, hvala Bogu, poklicala 911. Ta čas je Gerhard že zbežal in so pač normalno Ariel prepeljali dol in rešili. Potem naslednjo pomembno pričanje je od Emila, torej od sina od Gerharda. Zakaj je njegovo pričanje pomembno? Zaradi tega, ker takoj, ko je Gerhard ušel od tam, je šel na telefon in klical Emila po videokolu. Zakaj je on svojega otroka v to spravil, je insane. Meni se ta otrok toliko smil in tukaj je močen na sodišču, svakemu čast. Ampak Gerhard ga je klical po videokolu in potem ga je Emil gledal in je rekel, zakaj imaš umazano srajco? Pač gledal ga je in je videl nekaj zelo krvavega na prvi pogled in ono, kva je to? In mu je povedal, lasten oče, mu je rekel, poskušal sem ubiti mami, torej Ariel, in ni mi uspel. Policija me bo iskala, tako da jaz zdaj bežim, ti pa poskrb za otroka. V bistvu je govoril tako, da ga ne bo nazaj. To, kar sem povedala, je vse rekel, samo ne čisto dobesedno, tako da ne me za besedo držati, ampak that's the gist of it. Ampak ta klic se je potem ponovil, Emil je nazaj klical tudi njega, zaradi tega, ker je razbral iz tega, kaj je oče govoril, da se po vsej verjetnosti hoče vršiti čez pečino, da si bo vzel življenje, pa je bil čisto čustveno razsut v tem klicu. To potrjujeta in Gerhard, torej in oče in Emil. Ko ga je on klical nazaj, v bistvu je nekako pomagal očetu, da se je odločil, da ne bo samomora naredil. Pač mi tega klica nimamo zabeleženega, ampak se precej ujemata njuni zgodbi. Emil tudi poveda, takoj po tem klicu je on v bistvu odšel do babice in dedka, torej do očeta in mami od Gerharda in jim je povedal, kaj se je zgodilo itd. V glavnem, če gledate njega na sodišču, kako priča, jaz ga tako občudujem. On bo res po mojem dober moški, ki bo velik, pač kako govori, kako razmišlja, kako je miren. Je pa še ena pomembna stvar tukaj, da on ves čas očeta kliče the defendant oziroma obtoženi in ne oče. What did you see on the other side of the screen when you picked up that call? I saw the defendant. Zato, ker on od takrat naprej, od tega klica naprej z očetom ni govoril in še vedno ne govori. In mislim, da je to tudi edina stvar, ki na sodišču se zdi, kakor da mečkan doživga pride tudi Gerhardu, da mečkan reagira na to, vsaj trud se neki jokati, čeprav nikoli ni dejanskih solz, ampak proba biti neki razburjen. Zdaj pa pridemo do Gerhardove verzije dogodkov,
ki je pa pač zrcalna od Ariel, in sicer, ko sta se ona dva vzpenjala na ta hrib, na ta klif, sta imela še en prepir, in sicer glede tega, da bi Ariel ponovno šla na služben izlet in še vedno bi bil ta Jeff, ta sodelavec, s katerim ne bi čustveno varjala, ne bi bil tudi zraven. Ne da bi kaj imela z njemu, ampak pač taka situacija je nanesla. Šlo si tudi, da je Gerhard res si prizadeval in želel od Ariel, da pusti svoj job. To je zelo pomemben job. Delala je nadaljavo za Washington, pač imela je dream job, imela je dream plačo verjeten in je crazy, da to zahteva. Tako da res je pač kontroliral stvari in on tukaj ne opisuje, da je bil jezen, ampak da je bil čist devastated, čist dotolčen, potolčen, razočaran do konca, žalosten itd. Potem pa on razlaga, da ko sta prišla gor še vedno razburjena od tega prepira, sta šla do blizu roba pečine in da je ona njega potisnila, da je on skoraj padel čez. In potem se je on obrnil v šoku, kao, kaj se dogaja, pač nič mu ni bilo jasen. Potem pa ne bi Ariel, on je rekel, I was almost pushed over the edge. Po njegovi verziji se je ona potem začela dreti na pomoč, ga potegnila nase, da se bi na tej točki začela delati, da je ona žrtev, na to pa ne bi njega ona udarila s kamnom v obraz in istočasno, ko je bil on na njej, ga je stisnila za moda, tako da kao ne bi nič mogel, ne. In od te točke naprej on to razloži kot samo obrambo, da je njo začel tolči s kamnom. Čeprav njegova zgodba gre tako, da jo je udaril samo 2-krat, čeprav udarci kažejo na to, da jo je pač 10-krat. In če malo logično pomisliš, pač kako boš, če se ona spomni vseh detajlov, pa je ona tista, ki je bila udarjena v glavo, se ona spomni, a jo 2-krat ali 10-krat, je pač malo crazy job. In on to potem razlaga kot samo obramba in the heat of a moment, pač preprost, ne ve točen, ampak da si pač sam ščitil se je. Pa tudi, kakor on razlaga, ni nobenih brisk, ni nobenega načrta, da je to hotel naprej narediti, itd. Skratka, v njegovi zgodbi je pač, kot ste zdaj slišali. In še enkrat poudarjam, stvar je še vedno na sodišču, porota bo odločala, torej ekipa ljudi, ki so pač tam totalno nepovezani s primerom, tako da bo kar bo, valjda gre ful bolj v smeri Ariel, da ima pač res in prav in da govori resnico in tudi, ko jo poslušaš, gre bolj v detajle, bolj se skoncentrira, bolj se čudi, da je težko, v smislu, ka miži zraven in ni prijetno govoriti o tem. On pač bluzi, pa bolj površinsko govori, pa mečkam se zgodba spreminja, ampak pač čez zmer ne moramo nič trditi. Še ena oseba, ki je spregovorila, je bivši šef od Gerharda, ne da je ful zanimivo, ampak drži, da je bil Gerhard tako v svojemu jobu zelo prijeten, zaželen, zagret, ljudi tudi učil, mlajše pripravnike in tako, in pa je bil ful predan temu šihtu in vsi so radi delali z njim, vsi so ga hoteli imeti na delu, ker je bil preprosto dober in prijeten in priljubljen in njegov šef je samo komentiral, da ne more verjeti, kako je sploh do take situacije prišlo. Je pa to absolutno nekaj, kar mislim, če gre on v zapor, bo itak v zaporu, ampak kakorkoli že je, mislim, kako boš še dobil kakšen job po take situaciji, mislim, a veš. Basically, če črto potegnemo, je najbolj uničujoča priča za Gerharda in njegov lasten sin Emil, ki je povedal resnico in direkt rekel, ja, oče mi je rekel, da jo je želel ubiti, medtem ko Gerhard je reče, da je po telefonu hotel reči, da je ona mislila, da jo je poskušal ubiti. Tako da ta cel primer je he said, she said, tako da bojo res na detajlih se mogli odločiti na koncu. Ful bi bilo lažje, če bi najdel te injekcije, bi bil to res fizičen dokaz in tudi logično je, kdo bi injekcije prinesel, ja, Gerharda, ne, ker je imel ful dostopa do tega. Je pa tudi njegov bivši šef rekel, ja, da take stvari, ki jih oni imajo tam v ambulanti, so bolj take, da človeka res pravijo do roba, uspavajo do konca, kot konja, ne pa nekaj, kar bi te lahko ubili. Tako da je verjetno sam poskušal s tem jo uspavati, da jo lažje pač vrže čez pečino in se dela, da je bila itak nesreča. V glavnem, to je to za ta video, ne pozabite na tole čudežno napravo, tako da je Duo, 20 € popista dobita. Link bo itak spodaj, tako da si sami pogledajte in se odločite, ker je zelo natančno opisano in boste videli, če vam ustreza. To je pa to z moje strani, prednji bo radi se imejte, and mama out. Bye.